Življenjski stroški so višji. Elektrika se je po podatkih Sursa podražila za tretjino, plin za kar 60% in višje cene so opazne tudi na trgovskih policah, saj se je hrana podražila za 14%. Ali bolj konkretno, sončnično olje za polovico, mleko in moka za četrtino, kruh, perutninsko in goveje meso pa za petino. In marsikoga je vse to potisnilo na rob. Otroci se želijo čokolade. Jaz bi si želela iskreno, mislim, spet je povezano z družino, da vsaj enkrat na leto odpeljemo otroci en teden na morje. Zato, ker ko začne recimo šola, itak da vsi govorijo, kdo kam je bil, tako da vem, da je na hčerki to narodno. Jaz dobim plačo 850 €, najemnino imamo 500, stroški so 300, pa še nekaj. Oni dejansko, ko dobijo to plačo, se potem odločijo, ok, ta mesec bom plačal elektriko, ne bom pa interneta, se pravi kolobarijo s temi položnicami. Kako velik je vaš strah, kaj bo jesen oziroma zima prinesla? Iskreno se bojim sploh razmišljati o tem. Naš program, humanitarni veriga dobrih ljudi, je vključenih 70% družin, ki so delovno aktivne. Ko upravljam neke te pogovore z družinami, jih skoraj vsaka, prvi stavek, joj, saj vem, da potrebujejo še drugi, vem, da ni tako hudo, ampak v bistvu se sploh ne zavedajo, da oni so res tudi tisti, ki potrebujejo pomoč. Tudi v centrih za socialno delo beležijo porast vlog za izredno denarno socialno pomoč. V CSD-ju Dolenjska Bela krajina so zabeležili 5% porast, v Mariboru pa so prejeli za kar 22% več vlog kot lani v enakem obdobju. In je prav, da so se obrnili na nas, še preden pride do nekih res povišanih teh dolgov, zadolževanj, izklopov. Število prošenj za nakup kurjave je denimo v Karitasu tako veliko, da že zdaj napovedujejo, da vsem ne bodo mogli pomagati. Še več, zaradi draginje v primerjavi z lanskim letom kupijo manj hrane za prehranske pakete pomoči.